Gledate informativno oddajo Bučke, ki jo vodi Slavko Bobovnik. Dobro večer. Novica dneva prihaja iz Celjskega doma starejših občanov. Tam se je danes v vlogi upokojenca pojavil predsednik Borut Pahor. Družil se je s stoletniki, z njimi igral pantomimo, šah in tombolo. Varovanci doma so mu prepevali, on pa jih je presenetil s pravim predsedniškim stand-upom. Poglejmo. Vi ste ta glaven zgleda. O vaši glasbi sem slišal zaenkrat, samo najboljše. Hvala. Hvala. Kar izvolite, gospod Grem kar Pahor. gor na oder. Ne, za mizo se usedite, zaenkrat kar tamle. Tamle. Lepo zdrav. Lepo zdrav. Dobro zgledate. A bo sekal? Ha? Menške pa vam čist na tih aparat. Poslušajmo. Naš najboljši je predsednik, a nekaterim je totalnik in ljudje bi se radi ga znebili. Pa svetu ovoga volili. Dobar sem čisto pila. Vem, kaj si želite, povedali ste mi vse pri mizi. Žal vam sicer ne morem zrihtati nič od tega. Tako da, jaz se bom seveda posebej za vas potrudil. Kljub temu, da ste stari, ste mi zelo všeč in vam z lahkoto dajem to obljubo. Sploh, ker se mi močno zdi, da si nič od tega ne boste zapomnili ali pa dočakali volitev. Med nama imate kakšne tablete mogoče? Ja, v sobi. Rabim nekaj, da me dvigne, saj razumete? Združena levica bi jedla, SDS bi se pustil, desnica zahteva, da so vsaj petki svetle izjeme, levica bi se najraje prehranjevala vsak dan. To so glavni poudarki seje odbora za kulinariko, ki je bila danes v državnem zboru. Poglejmo že nekaj biserov iz današnje razprave. Vsako prikrajšanje ima zelo resne posledice, ko gre za obrok. Raziskave nam lahko povejo, da so načini postenja preživeti nekaj, kar pusti trajne posledice na človekovi osebnosti in na telesu. Če grem na te obroke, ki so bili na posni petek, jaz moram reči, da me je zelo šokiralo, kakšno nedisciplino imamo. Že recimo, da gospod Hanžek vedno pusti solato in zgleda vedno širše. To je ena od stvari, o katerih ne bomo govorili. Prav tako se ne mislim tehtati, sicer pa kršijo post tudi drugi. Veliko zrezkov sem videl v kantini. Jaz ne vem, kaj so se oni tam nočvali, ne? Ampak takrat, ko je bila ta... Ko je bilo dogovorjeno, da se parlament posti, iz Twitter objav takrat, ko sem slikal kosilo, se natančno vidi zelenjava. Bom nadaljeval potem z enim hipotetičnim vprašanjem. Bolj ali manj to delamo vsi. Te vzdržnosti pri nas bolj ali manj se redko drži, razen zdaj, če bi uvedli redne preglede krožnikov, kako bi rešili to vi? Ta sklep o postu je soglasno potrdil državni zbor. Samo en del Združene levice se je vzdržal. Vsi ostali smo bili soglasno za. Kako bomo realizirali to? Jaz sem poklical poveljniški štab, da danes v parlamentarno kantino naštimamo vojsko, ker nažiranje se ne bo ustavilo. Še nekaj novic iz sveta. Ruski predsednik Vladimir Putin ima novega psa. V zameno za južne Kurilske otoke mu je japonska vlada podarila primerek pasme, ki velja za njihov nacionalni zaklad. Imel sem že nemškega ovčarja, samo ni hotel lajati pa ruski. Imel sem mačko, samo se je izkazalo, da vahuni za Američani. Imel sem pekinezerja, samo je pa zimi zmrznil, zdaj ga imam za okras na mizi. Zdaj rabim nekaj novega.
Kaj imate za mnenje? Motor Ričkareva. Za vas, gospod predsednik. Najboljši japonski pes. Akita. Pasma primerna posebej za ljudi, kot ste vi. Pes, ki je močan, dostojanstven in dominanten, tako kot vi. Ne mara tujcev, otrok in drugih psov. Odlična izbira za močnega voditelja. Evo, tukaj je. Zelo rad se oglaša, tudi ko ni nobene potrebe, tako kot, kar pojdite do njega. Hej, Dali smo ime Vlad po vas. dobro, хорошо. Upam, da nima prevelike porabe, Ivan. Gospod prezident je zelo varčen. Porabe ga zelo zanima. Je Japonec, zelo varčen, malo hrane, veliko lajna. Ja, zelo mi je všeč, ker ga nič ne briga. Ja, tako, ja. Spominja mi nami. Ja, resno. No, sedaj pa abogaj, če ni... Abogaj! Abogaj! Če ne, ti bom poslal v Ukrajino čuvat letališče. Ja, tako prijedno, dobro. No, krasno. Prijedno. Nazadnje, ko so prišli Japonci, so mi zadarili prines delfina. Samo čudno je, da ni dosti dolgo živel na suhem. Zelo zanimivo. Upam, da bo s psom nekoliko drugače. Hvala lepa za vse, hvala lepa. Upam, da ima kakšno garancijo ali pa kakšna rezervna vratnica. Dobro, ja. Podjeva mi dva zdaj ne laje preveč, ker te bom poslal v Sibirija. Ja, zlahka imaš ravno pravo. Ja, tako. Prijeden. Hvala lepa, za vse ostalo bo poskrbel Ivan, midva pa sedaj greva. Ne pridje. Kaj vse so pripravljeni storiti kandidati za visoke politične funkcije, da bi se približali svojim volivcem, je danes nazorno pokazala Marine Le Pen. Predsednica Narodne fronte in kandidatka za francosko predsednico se je ob obisku kmetijskega sejma prvič v življenju dotaknila krave. Tja morate, tam so krave, tja dol, tle so prasci. Na koncu krave. Dovedeno jem že celo življenje in se podobno kot pri denarju za predsedniško kampanjo, do sedaj nisem spraševala, odkot prihaja. Se boste krave tudi dotaknili? Ja, težko rečem, že do prve ure ste mislila, da so krave vijolične in v Alpah. Bomo videli, kako se bomo razumeli. Gremo naprej. Tam je krava, tam. Krave so tam. Nisem pričakovala rogov. To je normalno, gospa. Zakaj me tako gledajo? Limuzinka. Ona zato gleda, ker je najbolj kritična krava med francoskimi. Ne je za ušesa vleč, ne je pa nosil švatač, a može še vahka. Tu je tu. Prijemajo, roke gor. Skrapijo! Wow, cela štala. V sosednjem studiu je vse pripravljeno za prvi polfinale domoljubnega kviza. Vaš gostitelj je kolega Marce Štefančič. Uživajte. Spoštovani gospod predsednik, gospod Škofa, gledate domoljubni kviz? Nimaš pojma! Evo nas v polfinalu, žreb je hotel, da se prva pomerita dva ljubljanska župana. Desno je nekdanji doktor Dimitrij Rupel. Vzaj. Njegov nasprotnik na levem fotelju je sedanji ljubljanski župan Zoran Janković. Lepo zdrav, da ko bo. Ok, povejte mi, odkot ta mit, da je Ljubljana najlepše mesto na svetu, ne? To sploh ni dober mit, da Ljubljana je definitivno najlepše mesto v svetu. Ja, Ljubljana je, kot bi rekli pankrti, na nek način bolana. Navzven je zrihtana in pošlihtana, navznoter pa še vedno siromašna in prazna. Kar se tiče pa zdi, da gospod Rupel, pa vi veste, da Ljubljano leto obišče milijon turistov, da? Poslušaj, govorimo o širini in svetovljanskem naboju, ki eno prestolnico naredi za metropolo. Pojďte kdaj pogled na Dunaj, pa boste videli, o čem govorim. Ok, zdaj vemo, pravila kviza poznata, vse isto kot v prvem krogu, razlika je le v tem, da je tokrat pomembno tudi končno število osvojenih točk. Od 3 zmagovalcev polfinalnih dvobojev se bosta v finale uvrstila le 2 in to tista 2, ki bosta
so zbrala največ pik. To pa popolnoma beda taktiko, ne? Okay, dame in gospodje, čas je za domoljubni kviz, nimaš pojma! Prvo vprašanje. Pravilno odgovor je vreden 5 točk. Dobro poslušajte. Katero je 5. največje mesto v Sloveniji? Imate 3 sekunde. Gospod Rupel, bili ste prvi, kakšen je odgovor? Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, 5 je Koper. Ni Koper, gospod Janković, katero je 5. največje slovensko mesto? Ja, po moje podatke je to Velenje. Odgovor je pravilen! Ok, 5-0 za Zorana Jankovića. Drugo vprašanje za 10 točk, dobro poslušajte. Koliko Slovencev se vsak dan ukvarja s tekom? Nimate pojma, ne? Po podatkih Atletske zveze Slovenije vsak dan teče okrog 100.000 Slovencev. Rezultat ostaja isti. Smo že pri tretjem, zadnjem vprašanju pred finalom, valjda ne? Pravilen odgovor je vreden 15 točk. Vprašanje se glasi: kdo je zadnji dobitnik Borštnikovega prstana? Gospod Janković, bili ste prvi, vaš odgovor? Vet Valič. Ni Vid Valič, pa tudi Denis Savdić, ne. Doktor Dimitrij Rupel, kdo je zadnji dobitnik Borštnikovega prstana? Darjo Valič. Odgovor je pravilen! Dimitrij Rupel vodi s 15-5. Evo, elektriko smo izklopili, pred nami je še zadnje dejanje nocojšnjega kviza. V finalu vaju čaka 20 točk. Vse je še odprto, oba sta v igri za zmago. Odločilno finalno vprašanje vam bo zastavil Igor Bavčar. Dober večer. Vprašanje se glasi: koliko slovenskih državljanov je na Interpolovih seznamih najbolj iskanih kriminalcev? Hvala lepa, gospod Bavčar, lahko greste. Čas je potekel, prvi odgovarja gospod Rupel. Kaj pa vem, jaz bom rekel, da jih je tam okoli 30. Doktor Rupel pravi, da je na Interpolovih seznamih najbolj iskanih kriminalcev 30 slovenskih državljanov. Gospod Janković, kaj pravite vi? Jih je več, jih je manj? Če odgovorite prav, ste zmagali, če ne, ste zgubili. Ja, 30 se bi zdi nekaj mal, da bom rekel, ne, da jih je na teh tiralcah malo več. Mal več? Kar precej več, odgovor je pravilen! Zmagovalec dvoboja je Zoran Janković! To zmaga, ne? Po podatkih Interpola je za slovenskimi državljani razpisanih 95 tiralic. To je pa groza, se ne moram verjeti. Kaj, a vas je tako šokirala številka, ali kaj? Ne, šokiran sem, ker me je premagal Janković. No, jaz predlagam gospodu Ruplu, da bodoče še malo detaljira te domoljubne teme, ne? Gospod Janković, zbrali ste 25 točk in zdaj lahko samo čakate, da bo eden od naslednjih 2 zmagovalcev slabši od vas. No, konkurenca je huda, ne, ampak jaz sem ob tem mest, ne. Vidimo se v finalu definitivno, ne. Ok. Dragi gledalci, spoštovana publika, to je bil naš prvi polfinale. Muzika je vrtela DJ Lorela. Vidimo se naslednjim tednom, v istem času, na istem kanalu. Jo! Tako, spet smo nazaj v bučkah, na vrsti je šport in Zmago Sagadin. Srečko Katanec in Zlatko Zahović sta po 15 letih znova odkopala bojno sekiro. Šmarno goro je zamenjal Zahovićev sin Luka, prvi strelec Maribora in eden najboljših napadalcev slovenske nogometne lige. Potem, ko je selektor Katanec poročal, da njegova astrološka karta ne ustreza igranju za slovensko reprezentanco, se je oglasil razočarani ata Zlatko.
Pa jaz imam samo enega tega sina. On trenira, zato odkar se je rodil, samo čaka na klic sečka katanca. Jaz se koncentriram na karte in štima. Jaz sem vam vse točen zračunal, da je neustrezen, če greste zdaj pogledati te zvezdne karte o njegovih astrocifrah. Je to tako? Luka lahko dela, kar hoče, ampak je pa dejstvo, da bi nam nesrečo prinesel, sem šel pogledat, prišlogarc je vse preveril, po moje je začaran. In v sebi držim te emocije, da ga ne štihnem, čeprav bi ga naraje. Njemu pa tudi ni lahko, ima pozitivne in manj pozitivne lastnosti, kak žabar. V bistvu je dober trener, samo ne vem, kaj mu dogaja v glavi, ker se obnaša, kot da je zmešan totalno. O svoji športni karieri sem videl veliko trikov, kako zvesti nasprotnika. A to, kar se je dogajalo na finalu ženskega odbojkarskega pokala Slovenije, presega vse meje. Zdaj boste na lastne oči videli, kaj si je v finalu med Mariborčankami in Ljubljančankami privoščil italijanski trener Nikola Negro. Ok, punce, jaz se grem malo pokazati, da se spomnijo do sem. Pa zmaga, Ok, jo. Punce, skozi nekaj cinglajo telefoni, kaj se dogaja? Naj mi ena takoj pove, v čem je fora totega cinglanja. SMS-i so. Kaj? Italijan nam je poslal SMS. Kaj je naredil? Takoj mi zdaj pokaži prokleti Italijan. Si poslala te pravo, ker niso vse iste, veš? Smo se zmenili za eno. Ok. Evo, to je ta fotka, tokega nam, ali je? Pokaži mi, da vidim. Vidite, kak je? Nekaj ni v redu, ni prava fotka. Po moje čisto vseeno, kjer fotka bi se mi poslala. Pač tolga je in ne Samo vseeno važen kot, luč, pripravljenost. Zajebala si. Lej, ti imaš takega, nisem jaz krival. Vse shode smo zaprli, samo naj provo pobegniti, pa vdovo, tako Čekič. Ja, kak ga zlamo, samo da ga dovo. Boš ti zdaj imel ta glavna. Ok, punce, jaz grem zdaj sam malo ven, nekaj zrihtat, pridem takoj nazaj. Kam te zdaj greš, makaronar? Ko smo mislili, da smo od Angelca Ligovi slišali že vse najhujše, nas je nekdanja ravnateljica znova presenetila. Ta teden je namreč išel njen glasbeni prvenec s provokativnim naslovom Prepusti se. Predstavila ga je v Škofji Loki pred svojimi najzvestejšimi oboževalci, ki jih je presenetila s posebnim živim nastopom. Otrok ne mož brez fanta mit, z možem pa lahko deset. Če punca tole ne diši, za žensko žal izbireni. Odhaja čas za tvoj porod in grdo gledate Gospod, saj za otroke in družine gre. Vsi zaenkrat računajo, da bo 100% prvo mesto. Zato, ker je ta album, za katerega sem prepričan, da je najboljši za Slovenijo. In moram biti prvi na lestvici, če pa ne gre na prvo mesto, če bomo prodali manj, bomo pa potem izdali še kako fajn domačo kompilacijo. Pravim, vedno sem bila in bom zagovornica ostrejših in glasnih zvokov. Torej, te distorzirane linije v njeni produkciji so glasni sinti zelo pomembni, da je dovolj širine. Jaz pa z dušo in srcem živim za to glasbo, ker je edina glasba do zdaj po 25 letih v Sloveniji, ki je glasno naštelana, da razbijala vsake zvočnike, je narejena za mlade, kot da važen da žge. Spoštovane gledalke in gledalci, to je bilo vse za nocoj. Še naprej nas spremljajte na družabnih omrežjih. Vidimo se v soboto zvečer. Lahko noč in miren spanec.